Pozdravljeni. Rada bi podelila z vami danes svojo izkušnjo, kako sem bila na poti v izgorelost. Nisem še bila izgorela, ampak sem pa bila na dobri poti. In kako sem to obrnila, kaj sem odkrila in kako sem si pomagala. Namreč, jaz sem pred 12 leti začela delati kot terapevtka in zelo kmalu sem imela vse termine polne. Ljudje so prihajali iz cele Slovenije, vozila sem se celo 2-krat na teden v Ljubljano in delala sem 1 na 1. Poslušala sem vse sorte zgodb, vse mogoče zgodbe sem slišala in vedno sem želela pomagati. V meni je bila močna želja in iskrena namera ljudem pomagati, razumeti. Delala je moja logika, delala je moja intuicija, vse to, kar sem se naučila in sem res želela na vsaki uri človeka čim hitreje pripeljati ven iz njegovih stisk, ven iz težav. Čim prej sem želela vsakemu, da pride do rešitve. Ker sem točno vedela, kako težko je, ko si sam v stiski. In dostikrat se je zgodilo, da sem potem čez vikende bila tako izčrpana, da sem kar obležala. Pa so prišli prazniki, pa je prišel Božič, ko sem par dni samo ležala in sploh nisem mogla funkcionirati. Toliko mi je v bistvu to delo, ki sem ga delala z ljubeznijo, predanostjo, strastjo, ampak vseeno mi je pobralo toliko moje moči, da sem bila res čist nemočna. In sem vedno rabila nekaj dni, da sem prišla k sebi, da sem se rehabilitirala, da sem lahko spet naprej funkcionirala. In nekoč mi je rekla ena stranka, en gospod, zelo prijeten, prijazen možakar, je rekel, veš kaj, dostikrat, ko si delala terapijo z mano, sem te videl utrujeno. In to mi je nekako se me to dotaknilo. In začela sem razmišljati, v bistvu ni pošteno, da rečem, da drugim pomagam, pa sama sebi ne znam pomagati. Če hočem jaz res kvalitetno drugim pomagati, moram vzdrževati konstantnem nivoju energije, čim bolj konstanten. In ne morem jaz biti utrujena in cele vikende ležati in vse praznike ležati in nič mi je to življenja v zameno za to, da sebe izčrpam. In takrat sem ugotovila, da moram nekaj narediti. In začela sem razmišljati, kaj v bistvu je v meni takega, da se mogoče razdajam preko meje, da pozabim nase, da se sama sebi ne zdim pomembna. In prišla sem do mnogih svojih vzorcev, da so potrebe drugih bolj pomembne, kot sem jaz pomembna, da res moram vedno biti popolna, da moram res dati vse od sebe. In takrat sem začela malo balansirati to. Ugotovila sem, da v bistvu rabim na 2 nivojih delati. Na eni strani na moji notranjosti, na mojih vzorcih, na mojih teh prepričanjih za to, da v prihodnje ne bom več delala enako, ampak bom delala malo bolj v ravnovesju, še vedno ljubeče in predano, ampak malo bolj ljubeče in predano tudi zase, bolj v ravnovesju. In po drugi strani sem vedela, da moram kakšne te svoje stare izkušnje tudi izbrisati iz svojega telesa, ker to, kar nam je nekoč zgodilo, pač ima vpliv na nas. In na tak način v bistvu sem ugotovila, kaj moram narediti in kako moram živeti, da lahko živim polno, kvalitetno, sama svoje življenje, pa še vedno, da lahko iskreno in res polno pomagam drugim ljudem. In to je nekaj, kar bi v bistvu rada sporočila danes tudi vam. Prvič, da je izgorelost nekaj, kar ni treba, da gremo v njo. In da je boljše se pravi čas ustaviti. Ne takrat, ko stvari postanejo že tako kritične, da obležite na postelji in da sploh službo več ne morete. To je prva stvar, da je res treba na tem delati. Druga stvar, da je res treba sebe slišati. In predvsem je treba iti malo v te svoje globine in malo jih raziskati. In če rabite tukaj pomoč, evo, tu sem. Vem, kaj se v vaših globinah dogaja in vem, kako to spremeniti. In tretja stvar, res, da je treba najti eno ravnovesje. Ravnovesje med tem, kaj dajemo za druge in ravnovesje med tem, kaj dajemo zase. In če v bistvu znamo živeti na ta način, nikoli več ne bomo padli v izgorelost. In danes jaz živim še vedno diham v bistvu za to moje poslanstvo, za to moje delo. Danes je v meni ekipa, še vedno na polno delamo, še vedno skozi razvijamo stvari, še vedno je moja in naša iskrena namera pomagati ljudem. Ampak hkrati vemo, da vsak od nas mora skrbeti tudi za svojo čustveno stabilnost, ker šele, ko smo čustveno stabilni, smo lahko empatični do drugih in lahko razvijemo empatijo do drugih. Hkrati čutimo druge, ampak hkrati sebe imamo pa močne in trdne. In šele takrat smo lahko opora drug drugemu, ko znamo zase poskrbeti. Tako da to bi bilo moje sporočilo danes za vas. Poskrbite, da ne pridete v izgorelost. Samo vi ste tisti, ki morate tu narediti odločitev zase. In ki morate korake
narediti zase. To je prvo sporočilo. In drugo sporočilo, če ste že na poti v izgorelost, to se da obrniti in spremeniti. Da boste res živeli polno življenje in nikomur od nas ni potrebno, da gre v izgorelost. In nikoli ni prepozno. Boljše pa to narediti čim prej. Tako da evo, to sem želela podeliti z vami in vam povedati, da če rabite iskren pogovor, da sem tukaj za vas, lahko se prijavite, lahko mi napišete, pokličete, tukaj sem za vas, tu je moja ekipa tudi za vas, da vam pokažemo direktno in zanesljivo pot ven iz izgorelosti, v večjo produktivnost in v večjo ljubezen do sebe.